Vse, kar moraš vedeti o LinkedIn oglaševanju. Začni že danes. Dober dan, dobrodošel v novi oddaji Point Out Weekly. Pozdrav tudi vsem Instagram fanicam in fanom. Danes je 62. oddaja, z Nejcem bova govorila o osnovah LinkedIn oglaševanja. Prejšnjič je bila z mano prečudovita Vika. Z njo sva govorila o tem, kako organizirati projekte od začetka do konca, kako z njimi do uspeha, tako da klika na link, skoči v tisto oddajo, če si jo morda nisi pogledal jo na hiter pogled in skoči nazaj. In pa še ena zadeva, če naj jo seveda rajš poslušati, kot gledaš, a ne, včasih znajo biti tudi rahlo antipatična, čeprav sicer sva tudi precej simpatična. V glavnem lahko poslušaš podcast, vse o tem si lahko prebereš na pointout.si/podcast, vse o tej oddaji pa na pointout.si/weekly62, zdaj greva pa lahko v oddajo. Skoraj brez zraka vstal, no? Ja, vidim, Zoran, zaradi tega, ker sem opazil, da si bil danes še posebej kreativen. Tako da, ampak gremo midva v LinkedIn oddajo in sicer, dajmo si za začetek malo pogledati podatke, ki so značilni za LinkedIn, in sicer LinkedIn ima v Sloveniji okoli 300,000 uporabnikov, se pravi slovenskih uporabnikov. Uporabnik je star približno 41 let, se pravi povprečen uporabnik, in hkrati samo nekje 3% podjetij ima poslovno stran na LinkedInu, ampak to je podatek nekje iz leta 2014-2015, tako da zdaj je verjetno ta številka tudi večja, če sam pogledamo tudi to, da vedno več podjetij vlaga v digital. Tako da, to je to za osnovo. Ja, ko že ravno omenjaš strani, velja seveda povedati, da pred oglaševanjem je smiselno ali pa kar potrebno odpreti tudi seveda LinkedIn poslovno stran, oziroma kot LinkedIn temu reče v angleščini company page. Company page je zelo podobno kot nek poslovna stran, rečemo temu na Facebooku, se pravi, lahko določite vse neke tiste osnovne zadeve od profilne slike, opisa in tako dalje, in seveda lahko tja tudi objavljate različne vsebine, zelo podobno kot na ostalih družbenih omrežjih. To bi mogoče še poudaril, da je seveda tudi osnova, da lahko narediš nek tako imenovan showcase page, gre za posebne vrste strani, ki običajno se uporabljajo za neke posebne storitve ali pa produkte. Zdaj, če si neko manjše ali pa srednje veliko podjetje, potem verjetno tega ne boš uporabljala oziroma uporabljal. Ok, ko imaš to osnovno stran oziroma poslovno stran narejeno, pa lahko praktično že začneš oglaševati na LinkedInu. Tako da zdaj se bova sprehodila čez različne vrste LinkedIn oglaševanja. Tako da prvi na tem seznamu so sponsored content oziroma sponzorirane vsebine, ki so zelo podobne temu, kar lahko tudi zasledite na Facebooku. Ima pa dva namena, se pravi, uporabnika lahko vodimo oziroma promoviramo vsebino iz naše LinkedIn strani, ali pa jih vodimo direktno na našo domačo stran. Zdaj, glavni namen je ravno to, da mi stopimo v stik z našim uporabnikom in mu distribuiramo vsebino, ki ga bi znala zanimati. Ok, zakaj sploh uporabljati to? Seveda zato, da lahko nekako dosežemo več ljudi z našo objavo, ki smo jo sicer objavili na našem company pageu. Koristen je tudi izredno zato, da pridobivamo neke nove sledilce, ker na LinkedInu je mogoče to malo težje pridobiti neke nove sledilce, za razliko naprimer Facebooka, ki si ga prej omenil. Predvsem preko oglaševanja. Tako, ja. In pa, kar je tudi zelo dobro, dve neke pol novosti, rečemo tem, se pravi, že nekaj časa obstaja, ampak zdaj bolj tudi čedalje več podjetij to uporablja. Prvo so video oglasi, ki jih lahko uporabljamo s sponsored contentom, in pa lead generation forms oziroma nekaj, kar na Facebooku poznamo kot lead oglasi. Se pravi, gre za oglase,
s katerim na klik, ko kliknemo na njih, se direkt odpre neka forma, predizpolnjena s podatki in na ta način lahko tudi zbiramo elektronske naslove in pa druge podatke o uporabnikih. Cool, če nadaljujeva z naslednjo vrsto oglaševanja, so to tekstovni oglasi, ki se uporabljajo oziroma prikazujejo samo na desktopu, se pravi na računalnikih. In te oglasi se prikažejo ali na desni strani newsfeeda ali pa direktno zgoraj pod menijsko navigacijsko vrstico LinkedIna. Tako da v primeru, da je to tekstovni oglas, ki je pod menijsko vrstico LinkedIna, tam ne moramo dati slike, ampak je samo tekstovni oglas. Vkolikor se to pojavi na desni strani, lahko poleg teksta dodamo tudi sliko. In te oglasi lahko vodijo nam direktno naprimer na našo spletno stran. Tretja oblika so tako imenovani sponzorirana sporočila, promocijska sporočila, oglasna sporočila, kakorkoli želite reči po slovensko, oziroma sponsored email, kot temu reče LinkedIn. Gre za neposredna sporočila, ki jih lahko pošiljamo neki targetirani ciljni skupini neposredno v njihov inbox. Zakaj je fino uporabljati to? Zato, ker je visoka personalizacija je možna, se pravi predstavljaj si, da direktno nek posameznik ali pa podjetje pošlje direkt v tvoj inbox, v tvoja sporočila, neko sporočilo z njegovo vsebino. Tudi zelo koristni so tisti, kar opažamo za naprimer kakšne e-booke, white papere, za kakšna vabila na webinarje in podobno. Jaz bi tukaj samo še poudaril, kolikor pošiljate ta sporočila, je zelo pomembno, da res zadanete tisto ciljno skupino, katerim je to namenjeno. Ker če ne, bodo oni videli to vaše sporočilo in pač oglas zaprli. In vam bo pa šel kredit oziroma strošek, ki ste ga porabili za oglaševanje. Tako da tukaj je zelo pomembno, da res zadanete točno tiste osebe, katere želite, ker se pravim, drugače bodo tiste oglaševalska sredstva splavala po vodi. LinkedIn je ena redkih družbenih omrežij, ki uporablja tudi tako imenovan display oziroma prikazno oglaševanje. Gre za klasične bannerje, kot jih poznamo naprimer preko Google AdWords platforme ali pa naprimer, ki se pojavljajo na različnih spletnih straneh. Zdaj, kako oglašujemo preko displeja? Namreč preko osnovne oglaševalske platforme od LinkedIna ne moremo, zato potrebujemo neko povezavo preko ponudnikov Programmatic oglaševanja. V Sloveniji je kar nekaj, tako da če se za to zanimaš, je tukaj najino priporočilo, da kar kontaktiraš in poskusiš tudi s tem. Ok, mislim, da peta in zadnja oblika oglaševanja na LinkedInu so pa tako imenovani dynamic ads oziroma dinamični oglasi. In te se lahko uporabljajo samo preko direktnega kontakta z LinkedInom. Se pravi, mi kot navadni uporabniki naprimer direktno ne moremo oglaševati preko njih. In kaj pa je za njih značilno? Vi lahko v procesu oglaševanja uporabnika vodite skozi različne aktivnosti oziroma oglas pride, uporabniku se oglas prikaže posamezen takrat, ko naredijo neko dejanje. In v prvem procesu se mu lahko čisto drugačen oglas pokaže, kot v drugem, tretjem koraku oziroma tega procesa, ko je uporabnik že dlje vpleten v samo oglaševanje. Se pravi, to se pa definira na podlagi tega, ali uporabnik klika na oglas ali ne. Poleg očitnega, to je visoke personalizacije te oglasov, so tudi odlični zato, ker se prikažejo na pravem mestu, v pravem času. Dejansko, ko uporabnik nekako mogoče razmišlja o tem, je bil v tem nekem procesu, kot je Nejc omenil, in pa seveda koristni so tudi za pridobivanje novih sledilcev, dajmo reči fanov na naš company page, zato ker kot vsak oglas tudi ta omogoča neposredno povezavo stranjo. Ok, najbolj, da se zdaj kar sprehodva čez to, kako običajno pripravimo neko kampanjo, greva korak za korakom, da boš tudi bolje razumela oziroma razumel, kako vse skupaj poteka. Ok, kot sva prej omenjala, najprej, da sploh lahko začneš oglaševati, poleg poslovne strani si boš mogel odpreti tudi oglaševalski račun. Ok, ko to narediš in to imamo,
pa se dajmo sprehoditi čez oglaševanje. Ne? Tako da, ko klikneš na Create Campaign, se ti odprejo 3 različne možnosti. In kakor sva prej omenjala, ena izmed njih je Sponsored Content, druga je Text Ads in tretja je Sponsored Email. In midva bova to zdaj prikazala, te korake na podlagi tekst oglaševanja. Okay. V prvem koraku seveda moramo določiti ime kampanje. Tukaj je smiselno, da seveda izbereš ime, ki se ga boš spomnil tudi pol leta kasneje, zato da boš točno vedel, kaj si v tistem trenutku želel oglaševati. V drugem koraku, kar že začneš s pripravo oglasa, najprej izbereš, ali bo oglas šel na tvojo spletno stran, mogoče na tvoj page, dodaš sliko. Zakaj je slika pomembna? Zato, ker pri oglasih na desni strani se slika prikaže, pri tistih, prej je Nate celo povedal, oglasi, ki se prikažejo tik pod menijsko vrstico, slike ni, ampak kljub temu je fino, da jo uploadaš. Ok, potem, ko zbereš nek headline, opišeš tekst, sledi seveda naslednji korak. V naslednjem koraku zbereš targeting. Tukaj, kar je različno od drugih družbenih omrežij pri targetingu za LinkedIn, je to, da lahko vse nekako, kar sicer ljudje lahko napišejo v CV, tudi tukaj izberaš za targeting. Velikost podjetja, industrija, pozicija v podjetju, izkušnje, izobrazba, vse to, kar še enkrat, kar nekdo napiše v svojem, dajmo reči, online CV-ju oziroma profilu na LinkedInu, vse to lahko uporabiš seveda za targeting. Tako je, in tukaj je ravno to razlika, ki si omenil med Facebookom in LinkedInom. Ful je velika prednost LinkedIna. Zakaj tukaj? Ker uporabnik dejansko napiše tiste podatke, ki so za njega značilni. Tako da tukaj ne deluje nek algoritem v ozadju, tako kot na Facebooku, ki določa to na podlagi interesov posameznika, ampak je uporabnik že vnaprej vnesel te podatke. In zdaj si zamislite rečemo, na LinkedInu je ogromno direktorjev, pa vodij določenih oddelkov in oni direktno to vnesejo. In je LinkedIn zaradi tega lahko zelo, zelo natančen pri samem targetiranju. Ok, in potem mislim, da bo tukaj kar zadnji korak, naslednji, ko izbereš še budžet oziroma proračun, koliko si pripravljen investirati, in pa schedule oziroma čist časovno določiš, koliko časa naj ta kampanja teče. In kot pri ostalih oblikah oglaševanja, tudi tukaj imamo na voljo sta 2 različici, se pravi CPC model in CPM model, se pravi oglaševanje na podlagi klikov in oglaševanje na podlagi prikazov, 1000 prikazov. Mogoče bi sam še to omenil pri tem koraku. Minimum na dan je na LinkedInu 10 evrov, kar bo za marsikoga kar velik, in tudi treba je jasno povedati, da je LinkedIn oglaševanje, če govorimo zdaj v povprečju, na splošno v Sloveniji nekoliko dražji od oglaševanja na drugih družbenih omrežjih, prvenstveno tukaj mislim Facebook, Instagram. Tako da ja, sigurno, no, ne bom rekel ravno sigurno, ampak dosti velika verjetnost je, da boš za LinkedIn oglaševanje plačeval nekoliko več. Ok, za konec sva pa pripravila še nekaj nasvetov po teh oblikah oglaševanja in za začetek poglejmo sponzorirane objave. Se pravi, ključno tukaj je, da je res isto kot na Facebooku, se že malo ponavljava, ful dobra fotografija. Se pravi, fotografija, ki bo res pritegnila. Potem druga ključna zadeva oziroma nasvet je, daj določi UTM link. Zakaj? Ker boš tako lahko točno sledil, iz kje prihajajo tvoji uporabniki. In tretja zadeva je, da vključi do 150 znakov. Pri tekstovnih oglasih, čeprav je mogoče ime malo zavajajoče, je res fino, da vsem določiš oziroma uploadaš tudi fotografijo. Ravno zato, ker se prikazujejo tudi na desni strani, kjer je taka manjša fotografija prisotna, in je zato fino, da jo seveda zaradi prikaza oziroma boljše vpadljivosti seveda tudi ti uporabiš. Ključno je, da res jasno definiraš in napišeš
dober, močan CTA, zato da v bistvu ljudi pritegneš, da kliknejo, in pa seveda, da je tudi premišljen naslov, ki ga uporabljaš pri teh oglasih. Ok, in kot tretja oblika in-mail oglaševanje, tukaj pa, kakor sva že prej omenjala, zelo pomembna je sama personalizacija, nedolgovezi, bodi specifičen, največ do 1000 znakov, hkrati, kar pa še mislim, da nisva omenila, ključno je, da uporabnika pozoveš k dejanju, se pravi, da vključiš CTA gumb oziroma poziv, ki bo pri uporabniku sprožil to nadaljnjo akcijo, ki jo želiš od njega. Ok, jaz mislim, da sva danes kar v redu tole pokrila, da bojo neke osnove, da že zdaj takoj lahko začneš z LinkedIn oglaševanjem. Ukolikor imaš kakršnakoli vprašanja za naju, bova z veseljem odgovorila, tako da kar napiši spodaj v komentarje, če naju spremljaš preko Instagrama, lahko kar pošlješ eno sporočilo, bova z veseljem oziroma bomo z veseljem odgovorili. Daj pritisni še eno petko na iTunes, in pa Nejc, bi še ti kaj dodal za na konec? Ja, v naslednji oddaji bo pa z mano ponovno Primož, s katerim bova pokrila AdWords oglaševanje, in sicer za njihovo prikazno omrežje oziroma display omrežje. Se vidimo naslednjič. Ciao. Why?